Spoštovani, v dvorano prihajajo nagrajenke in nagrajenci, prejemniki odličij Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2025. Vsi narodi, ki krepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo. Ne vrag, ne sosed bo mejak. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci. Spoštovana ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Asta Vrečko. Spoštovana direktorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, magistrica Mojca Jan Zoran. Cenjene ustvarjalke in spoštovane ustvarjalke, ustvarjalci, dragi gostje, lepo pozdravljeni na slovesnosti o podelitvi odličij JSKD, bomo rekli, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2025. Če hočeš biti velik, bodi celovit. Dovolite mi te besede. Romanistka sem, luzitanistka in to so misli Fernanda Pessoe, velikega pesnika, misleca, osebnosti 20. stoletja in nocojšnjim lavreatom, celovitim, ustvarjalnim, velikim osebnostim, ki nas bogatijo in navdihujejo, izrekamo takoj na začetku zahvalo za njihovo delovanje. Še enkrat dobrodošle nagrajenke in nagrajenci in pozdravljamo vas še enkrat z velikim aplavzom. Gospe in gospodje, zdaj pa na oder ljudno vabim direktorico, magistrico Mojco Jan Zoran in jo prosim za pozdravni nagovor. Izvolite. Drage nagrajenke in nagrajenci, spoštovana ministrica, spoštovani kolegi iz Ministrstva za kulturo, spoštovane kolegice, sodelavke in sodelavci, dragi gostje, toplo dobrodošli na nocojšnjem večeru. Danes podeljujemo najvišja nacionalna priznanja na področju ljubiteljske kulture. Za naše področje so ta priznanja odličja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za profesionalno umetnost. Ljubiteljska kultura ni vedno središčnica našega kulturnega sistema, čeprav bi po svojem pomenu in po svojem dosegu, po svojem obsegu morala biti. Večkrat se mi zazdi, kot se ljubitelje pojmuje kot neke prijazne, vaške posebneže, ki stopicljajo tam na okolju, svojo prijaznostjo, srčnostjo in predanostjo zabavajo in povezujejo ljudi in vsake toliko časa se jih potreplja po rami in se jim zahvali za njihovo delovanje. Vendar pa ljubiteljska kultura ni amaterska dejavnost, ni amaterska kultura. Ljubiteljska kultura je visoka profesionalnost, je visoka kulturna profesija.
ki deluje seveda na pogon srca. In prav ta srčnost je tista, ki napolnjuje prav vsako našo občino in tudi zamejstvo in zagotavlja, da kultura živi po celotnem slovenskem narodnostnem ozemlju. In zato menim, da bi bilo nujno, da se zagotovijo profesionalni pogoji za našo dejavnost, tako kadrovski, finančni, kot tudi prostorski, ki bi omogočali, da delujemo, da se ljubiteljska kultura razvija in krepi. Spoštovani nagrajenci, vi ste tisti, ki ustvarjate, ki ste ustvarili presežke, vi ste tisti, ki s svojim delom krepite pojem in pa pomen ljubiteljske kulture. Iskrena hvala vam za vaše delo, iskreno vam čestitam in prepričana sem, da boste tudi v prihodnje ostali stebri ljubiteljske kulture. Hvala vam. Hvala lepa, gospa direktorica, za te besede. Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Tako je zapisal Ivan Cankar. In dovolite mi te besede, kajti rada imam besede. Zlasti tiste, ki imajo v sebi muziko. Nekaj o tem bomo danes še slišali. Zdaj pa prosim za besede in slovesni nagovor ministrico za kulturo Republike Slovenije, doktorico Asto Vrečko. Dober večer želim. Lep pozdrav, lep večer tudi v mojem imenu. Lepo vas je videti tukaj, zbranih iz, kot rečeno, vseh koncev Slovenije, pa tudi, če se ne motim, iz zamejstva. In res je, ljubiteljska kultura je ena izmed tistih povezovalnih mrež skupnosti v Sloveniji, zaradi katere smo tako bogata in razvita država, kot smo. Imamo še eno tako mrežo, to je knjižnična in pa prostovoljna gasilska mreža. Vse te stvari nas postavljajo v vrh najrazvitejših držav, ne le v Evropi, ampak tudi v svetu. Ljubiteljska dejavnost je podprta z javnim skladom za kulturo in daje nekako hrbtenico delovanju skupnosti posameznikov, ki svoj prosti čas in energijo namenjajo kulturnemu ustvarjanju in udejstvovanju. In prav ta razlika, morda tudi med drugimi državami, pa omogoča tudi tistim, ki to predanost delajo tudi v predanosti v tem, da predajajo znanja drugim, da se dolgoletno udejstvujejo kot stebri svojih lokalnih skupnosti, pa tudi na nacionalni ravni, da ste in smo vsi skupaj povezani in seveda, da s pomočjo javnega sklada se razvija tudi programe, ki so nacionalnega pomena. Sama sem že v začetku mandata omenila, da vsi trije stebri, in tega mislim, da smo se vendarle držali vsa ta 4 leta, pomenijo enakovreden razvoj kulture v Sloveniji. In to je institucionalna kultura, ljubiteljska kultura in pa nevladne organizacije. Gre za 3 pomembne stebre, ki ustvarjajo to, kar imamo. Najbolj bogato in celovito kulturno mrežo. Med sabo tudi sodelujete. In ta preplet je pa še tisto korak naprej, ki bogati delo na vseh straneh in poljih. Tako da to, kar smo naredili tudi s krepitvijo vaših sredstev za razpise, mislim, da bomo nadaljevali tudi vnaprej, kajti to je tisto, kar je nujno potrebno.
dati oporo, in to je naloga Ministrstva za kulturo, dati oporo in hrbtenico ustvarjanju ljudi. Življenje bi bilo zelo, zelo dolgočasno brez ljubiteljske kulture, brez številnih društev, kajti smo sicer pred kulturnim praznikom in verjamem, da ste vsi silno zasedeni, kajti vaše delo je v teh dneh zelo, zelo iskano, ampak vaše delo je tisto, ki oplaja ne le vas, vaše najbližje in sodelavce v vaši kulturni sreni, ampak tudi vse skupnosti, številno občinstvo, ki ga razveseljujete in bogatite skozi vaše delo vsa ta leta. In spoštovani nagrajenec, gospod Gobec, tudi vaše delo je skozi vsa ta leta seveda v vašem glavnem pevskem področju, ampak tudi drugje, kar ste počeli, v pevskem glasbo, seveda v bogatenju, kar ste počeli, je tisto, ki je pustilo močno sled v skupnostih. In še sedaj, kot ste sami dejali, malo prej ste še vedno aktivni in vam želim, da ostanete tako tudi naprej, kajti vaš bogat življenjepis, ki kaže točno na to, tudi na različnih funkcijah, ki ste jih opravljali, ste vedno ves svoj prosti čas posvetili v različnih vlogah, glasbi, skupnosti in ljudem, predvsem pa predajanju tudi znanja mlajšim. In kvaliteta ljubiteljske dejavnosti je tudi to, da se nikoli prav zares profesionalno ne začne, ker je z nami od malih nog, nikoli se pa tudi ne konča. Kajti pravi ljubitelji kulture nikoli se ne upokojijo. Tako da vam in vsem ostalim nagrajencem čestitam za vaše delo in si želim, da ga bom lahko spremljala tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede in hvala za pridevnik celovit, celovita mreža. Ja, to je to, kar imamo, in celovite nagrajenke in nagrajence, celovite ustvarjalne osebnosti. In zdaj si jih bomo ogledali si bomo predstavitve portretov nagrajenk in nagrajencev, najprej dobitnika zlatega znaka, njegove odločne ustvarjalnosti. Poglejmo. Jan Fabris se je rodil leta 1986 v Ljubljani. Že kot najstnik se je začel zanimati za filmsko zgodovino, teorijo in filmsko ustvarjanje, zlasti za režijo. Pri 13 letih je začel obiskovati filmsko šolo v Pionirskem domu. Po maturi na gimnaziji Ledina je doštudiral kemijo in nato doktoriral na interdisciplinarnem programu biomedicina. V prostem času se ukvarja z analogno in digitalno fotografijo, z glasbo ter branjem, tako strokovne filmske literature kot tudi leposlovja. Udeležuje se različnih delavnic, predvsem na področju scenaristike, filmske fotografije, stripa, zvoka v filmu in gledališke režije. Po doktoratu je v letih 2015 in 2016 obiskoval filmsko šolo JSKD ter jo zaključil s kratkim filmom Spremembe. Zatem je kot asistent režije in občasno montažer sodeloval pri snemanju več igranih filmov. Leta 2019 je končal svoj prvi neodvisni igrani film Modri zajček. Z najožjimi filmskimi sodelavkami in sodelavci se je istega leta povezal v umetniško skupino Elephant Art Film Production, v okviru katere je med letoma 2020 in 2025 kot scenarist, režiser, montažer in producent posnel več neodvisnih kratkih igranih filmov. Skoraj polnoč, 10 do 7, Spominjanje, Izginotje Evelin Gale, Klarin ples, Voajerka, Hladno modra ter Lev Berger.
filma Neprijetni dogodek in Nekaj rdečega sta trenutno v postprodukciji. Vsi filmi so bili predvajani in nagrajeni na številnih festivalih po svetu. Na neki točki sem sam poskusno napisal eno prozno, kratko zgodbo. To, kar je bilo v kratki zgodbi napisano, je bilo predvsem veliko razmišljanja likov, kaj oni razmišljajo med tem, ko se jim dogaja to, kar potem vidimo v filmu. Ne? Kar je bil glavni izziv, kako to filmsko zdaj prikazati, ker pač nismo hoteli imeti teh notranjih monologov. Ne? Ker pri prozi si to lahko privoščiš. Mislim, da se pri filmu tudi lahko, sam se nam ni zdelo dovolj filmsko, oziroma ne bi to upravičili tega, da bi to moral biti film potem. Ne? Jan Fabris se je po zaključku študija sicer redno zaposlil na svojem strokovnem področju. Produkcijo svojih kratkih filmov tako financira izključno iz lastnih sredstev, kar mu omogoča tudi večjo svobodo pri izbiri in obravnavi želenih tem. Seveda pa razmeroma zelo nizek proračun pomeni tudi veliko izzivov. Snemanja načrtuje med svojim dopustom oziroma šolskimi počitnicami in prazniki, saj takrat najlažje uskladi ekipe, ki jih sestavljajo tako profesionalne kot ljubiteljske ustvarjalke in ustvarjalci. Jaz te res ne bi rada izgubila. Jaz sva rekla, da se ne bova navezala drug na drugega. Kaj pa, če bi bilo obratno? Pa bi bil ti tako zaljubljen. Tematsko večina njegovih filmov obravnava različne moralne dileme vsakdanjega življenja. Zanje so pogosto značilne neobičajne pripovedne strukture in nadrealistični elementi. Pred snemanji ima veliko vaj z igralkami in igralci, na katerih skupaj dodelajo like in prilagodijo dialoge. Ekipo vodi tako, da vsakdo projekt začuti kot svojega in vanj z veseljem vloži del svoje ustvarjalnosti. Nikoli pa ne pristaja na prilagajanje filmov zato, da bi se ti lažje uvrstili na festivale, saj je zanj glavni cilj uresničitev umetniške vizije. Ja, mi smo v bistvu ekipa že kar nekaj let skupaj, enostavno dobro se ujamemo v vseh teh kreativnih procesih in vsakeč znova, ko se projekt zaključi, je ta neka želja, mislim, z moje strani ogromna, da bi pa si želel s temi istimi ljudmi potem še kaj narediti. Ves ta trud in vso to delo energije se lahko usmeri malo bolj v film, ker veš, da so vsi te ljudje, ki jih zelo dobro poznaš in zaupaš in tako naprej, veš, da so ob tebi in da je pač to res fantastično delati z njimi. Na oder vabim direktorico magistrico Mojco Jan Zoran in predsednico Komisije za odličja magistrico Marjeto Pečarič, da bosta podelili priznanja. Na vrsti je, gospe in gospodje, podelitev. Med nami pozdravljam Jana Fabrisa. Dobrodošli.
Jan Fabris je avtorsko izrazit filmski ustvarjalec, ki z neodvisno produkcijo dokazuje ustvarjalni potencial in mednarodno konkurenčnost ljubiteljskega filma. S svojim delom bogati slovensko filmsko ustvarjalnost, spodbuja razvoj mlajših ustvarjalcev ter prispeva k prepoznavnosti ljubiteljskega filma doma in v tujini. Za dosežene uspehe in izjemen prispevek k razvoju ljubiteljskega filmskega ustvarjanja mu Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje zlati znak. Hvala lepa in čestitke. Veseli me, dragi gostje, da bomo danes poslušali dobro glasbo. Da bo dobra glasba z nami za vas na temle odru. Kajti na tem odru bo zdaj vokalna skupina Galina. Ta beseda, Galina v več romanskih jezikih, pomeni kokoš, kako primerno za glasbeno skupino iz dežele kokošje oblike. Torej, Galina tukaj in zdaj pomeni dobro glasbo in ta Galina se posveča zlasti slovenski ljudski, pa tudi umetni glasbi ter svetovni zborovski literaturi od renesanse do sodobnosti. Občasno pa posega tudi po vokalnem džezu in popu, tako so zapisale o sebi. Skupina je izdala 4 zgoščenke in sicer pod umetniškim vodstvom Ane Erčul in poslušajte, kako simpatična in zanimiva imena imajo te plošče. Oziroma ti naslovi so Kurje gospe, Prikupnih 5, Glasba za Ravensbrück in Meditaciones. Gospe, punce, dekleta redno koncertirajo doma in v tujini in sodelujejo z uveljavljenimi skladatelji in glasbeniki. Trenutno jo sestavljajo in tako jih tudi pozdravljamo na odru. Maša Simčič, sopranistka, Federica Lopinto, sopranistka ter altistki Ana Plemenitaš in Višja Fičor. Dober večer, Galina, in naj povem, da nas boste na začetku s kokošje deželice odpeljali v vesolje in sicer na glasbo Mojmirja Sepeta z besedilom Gregorja Strniše in to več ni uganka. Zemlja pleše je pred nami. Prosim, Galina. Sredi zvezd, noč in dan se vrti naš svet, zemlja pleše, tja med zvezde, pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let, že zemlja pleše, pa, Orion, saksofon, mesec kontraba, zemlja pleše, tja med zvezde, iz njo gra vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. Zemlja pleše, tja med zvezde, tisoč let, že zemlja pleše, Orion, saksofon, mesec kontraba, zemlja pleše, tja med zvezde, iz njo grad vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom, in celota najin mali dom.
Galina. Za nagrajenko, ki jo bomo predstavili v naslednjem dokumentarnem zapisu, poučevanje ni poklic, je poslanstvo. Je biti z mladimi in ostajati v stiku z umetnostjo. Poglejmo. Barbara Kovačič je začela peti že zgodaj. Njeno otroštvo je zaznamovalo življenje v Ročinju, kjer je ob koncih tedna prepevala ljudske pesmi svojim nonotom, ki zaradi zdravstvenih težav ni mogel delati in je tako lahko namenil veliko časa. Ti skupni trenutki so v njej prebudili globoko ljubezen do glasbe. Svojo glasbeno pot je začela na glasbeni šoli Tolmin in jo nadaljevala na orgelski šoli v Ljubljani. Študij je zaključila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1983 je začela voditi otroški pevski zbor v župniji Tolmin, ki je nato prerasel v mladinski zbor Pueri Cantores Tolmin in kasneje v dekliški zbor, ki ga vodi še danes. Leta 1991 se je zbor vključil v mednarodno organizacijo Pueri Cantores in kot predstavnik Slovenije nastopal na kongresih po Evropi ter za svoje delo prejemal visoka priznanja. Zaposlena je na osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, kjer je ustvarila zborovsko piramido. Danes 150 pevk in pevcev sestavlja 6 pevskih zborov. Barbara Kovačič jim nudi kakovostno zborovsko delo, omogoča sodelovanje s priznanimi strokovnjaki, ponuja programske izzive, tekmovanja in mednarodna sodelovanja. Dosegajo izjemne rezultate na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Vabljeni so na nastope po Sloveniji in v tujini, nastopajo kot demonstracijski zbori na zborovodskih izobraževanjih ter snemajo za arhiv Radia Slovenija. Izvedli so številne odmevne projekte in nastopali pod vodstvom priznanih dirigentov, kot sta Marko Munih, Stojan Kuret in skladatelj Patrik Kvadžato. Sodelovali so s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, orkestrom Camerata Labacensis, mladimi ljubljanskimi solisti in drugimi ansambli. Barbara Kovačič dolgoletne izkušnje predaja zborovodkinjam in zborovodjem otroških in mladinskih pevskih zborov ter deluje kot strokovna spremljevalka revij ter regijskih in državnih tekmovanj. Svoje znanje nenehno poglablja na seminarjih. Že vrsto let se izpopolnjuje pod mentorstvom Stojana Kureta in Petre Grasi. Je tudi idejna vodja tabora mladih pevcev Primorske, ki je zasnovan kot poletno pevsko doživetje za najbolj zavzete mlade vokalistke in vokaliste. K sodelovanju je povabila dirigentko Petro Grasi in maestra Stojana Kureta. Tabor je postal redno srečanje mladih pevk in pevcev iz Tolmina, širše Primorske in drugih slovenskih regij z intenzivnim delom in zaključnimi koncerti. Ker ljubezen tudi pomeni to,
da si hvaležen drug za drugega. Zato, ker tisti človek, ki je hvaležen, je vesel. Ker tistega ne motijo stvari, ki jih ni in je kar naprej jezen na stvari, ampak se radosti vsega tistega, kar ga bogati. In to je najbolj pomembno, da si vesel in hvaležen za to, kar te bogati, za vsa srečanja, za vse dogodke, za vse, kar ti v življenju pride na pot in je lepo. Barbara Kovačič je prejemnica Galusove plakete in priznanja občine Tolmin. Razvila je prepoznaven pedagoški in umetniški pristop, osnovan na vrednotah sodelovanja, spoštovanja in odprte komunikacije. Pevke in pevce spodbuja k zavestnemu soustvarjanju, razvoju občutka odgovornosti vsakega posameznika za dobrobit skupine ter k prizadevanju za skupni cilj. Poučevanje zanjo ni le poklic, temveč poslanstvo, ki jo vodi v nenehno iskanje lepote, resnice in smisla. V tej zvestobi umetnosti vzgaja tudi svoje pevke in pevce. Spoštovani, na oder vabim podeljevalki in med nami zelo lepo pozdravljam Barbaro Kovačič, letošnjo nagrajenko. Izvolite. Barbara Kovačič je predana pedagoginja in zborovodkinja, ki s svojim dolgoletnim delom krepi dostopnost, povezovanje in strokovno rast otroške in mladinske zborovske dejavnosti ter ljubiteljske kulture v svojem okolju. Z vzgojo številnih generacij pevk in pevcev ter z izjemnimi dosežki svojih zborov pomembno prispeva k razvoju slovenske zborovske krajine. Za nadvse predano pedagoško in umetniško delo Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Barbari Kovačič podeljuje srebrno plaketo. Še enkrat iskrene čestitke in hvala lepa. Že smo govorili danes o besedah. In zdaj na vrsti dokumentarni zapis prav o tem, o besedah. O tistih, ki so bile, o pozabljenih besedah in o tistih, ki so še, o natančnih besedah, o tistih, ki natanko povedo tisto, kar hočejo povedati. O lepih besedah, ki v sebi nosijo muziko. O pisanih besedah, ki se zdijo kot mavrica. Tudi takšne so. Poglejmo. Nam manjka nič. Nije besede aquilone v našem maternem jeziku. Ko ne obstajajo besede za reči, ki enkrat se nije nucalo. Pa nije tudi kletvin v našem maternem jeziku, am puno drugih hrdih besed, ki včasih samo po italijansko povemo. Imamo pa besede, ki natančno razložejo, kar chcemo povedati. Če tudi imamo besede malo manj pozabljene, jih je puno drugih, lepih,
obajastih, punih muzike, ki nas zibajo v toplih objemih. Ima besede za povedati vse, kar je zares potreba. Moj materni jezik, za kar se smejem, za kar se jočem, za kar imam voljo goreti zbuhan. Piura Maura kolektiv že vrsto let deluje v Nadiških dolinah, v osrčju Benečije ter v njihovi okolici, v Sloveniji in Furlaniji. Sestavlja ga 5 pesnic in kulturnih delavk, ki jih povezuje želja po ohranjanju slovenskega jezika in kulture na območju zapuščenih dolin, ki so bile predolgo prezrte in zanemarjene. Beneška literatura je bila v preteklosti skoraj izključno moška. Proti koncu 20. stoletja pa je prišlo do preobrata, saj so ženske začele intenzivneje izražati svoja osebna doživetja. Zato govorimo o ženski generaciji, v katero sodijo tudi avtorice, ki se predstavljajo kot Piura Maura kolektiv. Narečna beseda Piura Maura pomeni Maurica in simbolizira 5 posameznic, ki vsaka na svoj način sestavljajo celoto. Andrejina Trušnjak, Klaudija Salamant, Luiza Batistič, Marina Černetič in Margarita Trušnjak. Vsaka od njih svojim delom prispeva k temu, da slovenska narečja in običaji ne bi utonili v pozabo. Prizadevajo si, da bi vrednote pristnega sveta, ki izginja, ostale žive. Lesena palca po zaspanem klancu pomaga štupeni slediti ritmu srca. Listje pod brezo, ki je žuta hladilo, ostane kovtra, ki vonja po tebe. Plešejo Matjeji. Kamar sem naj se obarnem, to je sled. Anznorjevan zgubjenavtelji orkestri, kjer šum dreves, ku parvi violin, uštima vse naravne glasbe v spomin. Samo bitje srca je neubrano, v dišonanci, vic se naujema z naravnim la. Sicer raznolike avtorice združuje veselje do pisanja, še posebej do poezije v narečju. Nobena od njih nima formalne izobrazbe v slovenščini, kar je za njihovo ustvarjanje poseben izziv. Kot skupina se medsebojno podpirajo, posvetujejo se v besedilih, ki jih trenutno pišejo in si medsebojno svetujejo. Pomagajo si tudi pri iskanju pozabljenih besed, ki jih ob pisanju znova oživljajo, ter včasih skupaj iščejo kakšen neologizem, ko v narečju ni besede za to, kar bi želele izraziti v sodobnosti sveta, ki ga besedišče preteklosti še ni poznalo. Idarja, v toji barni vodi se zagledam z očmi majhnega otroka. Zlate perja pod soncem blešče, mahan, zeleni mah, kamenčke pokriva. Sanjan amene dneve, zelene travnike, bijele duhe, ravne poti. Oblači se, tišina, mraz. Tamna voda sada teče pod mojimi očmi. Dost trudnih nogi si zmočila ti. Vse Piure Maurice so tudi članice čezmejnega literarnega društva NIT, ki povezuje literate Benečije, Zgornjega Posočja, okolice Nove Gorice in Trsta. Vsaka zase aktivno deluje na širšem kulturnem področju. Omeniti velja organizacijo kulturnih dogodkov, nastope na televiziji, urejanje televizijskih oddaj, pisanje besedil za popevke v narečju, predstavljanje Slovenije na pomembnih prireditvah v tujini, sodelovanje pri pripravi učbenikov, brošur in revij, skrb za etnografske zbirke, udejstvovanje na likovnem in plesnem področju, urejanje knjig, sodelovanje pri dokumentarnih in igranih filmih, pisanje in prirejanje gledaliških besedil, režijo in igro ter objavljanje pravljic, legend in navad domačih dolin na spletnem portalu YouTube. Confin. Nuas v obliki polune, ki drobi, ali pa polune, ki sveti. Na te barke na en kraj, a na te žlek na te drug kraj. Ali pa na te žlek na en kraj, a na te barke na te drug kraj.
za ki saldu na očki gleda, no srce, ki čuje, a na pamet, ki prede, nit ne zgodbe. Ne pozabi na tvoje navade, ne pozabi na tvoj jezik, ne pozabi na smrehe zelene, tudi na slalico. Članice kolektiva so na literarnih natečajih prejele na stotine nagrad in priznanj. Objavljajo pesniške zbirke, njihove besede pa so našle pot tudi v knjige, revije, učbenike, brošure, literarne antologije in bloge. V njihovih verzih zasije globoko čustvo, prvinski navdih ter živahna in sodobna ustvarjalnost, zaradi česar so njihove pesmi sveže in moderne, daleč od nostalgičnih ali zgolj folklornih vzorcev. Oj Božime, ko voda, ki teče, gre moje življenje. Zibijela moja zemlja, mat, naša gora. Stopnila sem tu leta, vidim spremenjenje. Moja zavednost, da na svet je preoblečen. Namarna zbeljena je njega današnja obleka. Ampur, poblim ti scajt. Nale, če je bila velika mizerija. Vse dno, v vsakim letnim cajtu, se je del narljevš obleko na svete. Tisto za hod, plesam petje, odmevali smo. Žalostna pesem, pozdrave, kar težko se zapusti. Oj Božime, tele dolince, Bogu pustim tis cajt, a vzamin moj. Pozabi na tvoje navade, ne pozabi na tvoj jezik, ne pozabi na smrehe zelene, tudi nas. Gospe in gospodje, na oder prihaja Pjura Maura kolektiv, Margarita Trušnjak, Marina Černetič, Luiza Batistič, Klaudija Salamand in Andrejina Trušnjak. Dobrodošli. Pjura Maura kolektiv je izjemen primer skupnostno zasidranega in čezmejno prepoznavnega ustvarjanja, ki z umetniško močjo in dvojezičnostjo ohranja slovenska narečja in kulturno identiteto v Benečiji. Članice kolektiva s svojim dolgoletnim delovanjem in spodbujanjem ustvarjalnosti bogatijo ljubiteljsko kulturo ter povezujejo generacije ustvarjalk in ustvarjalcev. Za pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine jim Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Lepe stvari na našem odru in tudi dobra glasba, kot smo že obljubili. In z Galino bo nocoj nastopil in vesela sem, da je tako tudi Aldo Kumar, skladatelj, glasbenik.
O nocojšnjem zlatem lavreatu, o Mitji Gobcu, je povedal, da se je v njegovi pisarni vselej počutil kot doma. In dodal, seveda ob velikem spoštovanju in s kančkom strahu. Skladateljski opus Alda Kumarja obsega zborovsko, solistično, komorno, vokalno, instrumentalno, scensko in filmsko glasbo. Njegove zborovske kompozicije so postale stalni repertoar mnogih vokalnih sestavov, izvajajo jih po vseh celinah sveta. Zdaj nam bodo Galina in Aldo predstavili skladbo Ojoj, gospa, verze in glasbo Svetlane Makarovič, mojstrice besed, ki jo, če je morda tukaj z nami, zelo lepo pozdravljam, če ne, pa ji pozdrave pošiljamo tja, kjer je. Svetlana Makarovič, Galina in Aldo in Ojoj, gospa. Prosim, izvolite. Pomislite, gospa, da nam je služkinja ušla. Ojoj, gospa, to je tragedija, bodite obzirni z njo, gospa. Je pač histerična, je to kaj čudnega. Gospa je razočarana, gospa se je nadejala, da bo njen sin diplomat, da bo vsaj delal doktorat, a v šoli se slabo uči in se potepa vse noči. Neuljuden je, neutesan, oblači se kot kolegan. Ojoj, gospa, to je tragedija, bodite obzirni z njo, gospa. Je pač histerična, je to kaj čudnega. Samo pomislite, gospa, bili smo nekaj boljšega. Moj dedek bil je lojtenant in moj papači fabrikant. Moj mož pa je tako, možila sem se pod nivo. In škandalozno se mi zdi, da naučitve kar naučila gospa. To je tragedija, bodite obzirni z njo, gospa. Je pač histerična, je to kaj čudnega. Zabavna tale skladba z Galino, Aldom, Svetlanom. Zapisano imam takole: humor, kanček ironije razkriva človeške slabosti. In res je bilo tako. Naj vam povem, dragi gostje, da bomo vse portrete nagrajencev, oziroma smo jih že ob 19. uri objavili na YouTube kanalu JSKD. Tako da si jih lahko ogledate tudi tam, lahko jih delite med svojimi prijatelji, sodelavci, sorodniki. V naslednjih dneh bodo objavljeni tudi na Facebooku JSKD. Zdaj pa naslednja predstavitev, naslednji dokumentarni portret. Od Rdeče kapice do pisateljice, prevajalke, gledališke pedagoginje, dramatese in gledališke režiserke, vse stranske umetnice, tudi ona biva v svetovih besed, v lepih svetovih. Pa poglejmo ta portret. Včasih, ko sem zunaj, se usedem na kako skalo pa gledam, kar tak nekam. Pa
Pascal ni več. Pa gledam tako dolgo, da še sama nekam zginem. Prositi treba na kvesturi, mogoče pa tudi na policiji. Čisto zraven stanujemo, zraven policije. Sosedje smo. Poglej. Poglej! Sestre se pritožujejo, da si počasna in lena. Če boš tako nadaljevala, se bojim, da ne... Mislim, da hočeš vse preveč preprosto. Če pa hočeš zares postati svetica, boš to dosegla le z delom in odrekanjem. Koprčanka Maja Gal Štromar je že kot 7-letna deklica stopila na gledališke deske v vlogi Rdeče kapice. Igrala je klavir in violončelo, skladala skladbe in pisala. Je diplomirana romanistka in tudi diplomantka šole Žaka Lecoqa v Parizu. Danes je Maja Gal Štromar vsestranska umetnica. Kot profesionalna igralka je bila zaposlena v Slovenskem ljudskem gledališču Celje in drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, sodelovala je z gledališčem Koper, Slovenskim stalnim gledališčem Trst in Koreodramo. Je pisateljica, prevajalka, gledališka pedagoginja, dramatesa in gledališka režiserka. Tako doma kot v tujini je odigrala 100 vlog, od teh 36 filmskih, in je prejemnica Severjeve nagrade za igro. Soba 408, prosim. 408. Žal mi je, 408 je pa že zasedena. V drugem nadstropju še veliko praznih sob. Ne razumete, rabim 408. Ne, vi mene ne razumete, zasedena je. Pomembno je. Slušajte, gosta imamo noter. Pa ga predstavite. Ne moram kar tako ljudi predstavljati. A ne morate? Ne, seveda ne. Pa ga pa sama. Čakajte malo. Gospa! Ugasnila bom svečke na torti z enim samim tihom, ki bo podoben poljubu in ki bo v resnici roža. Izdala je 16 avtorskih knjig, med njimi gledališki Vademekum, Črkolandija ter priročnik za mentorice in mentore gledaliških skupin od besedila do uprizoritve. Piše gledališka besedila in radijske igre. V skoraj 3 desetletjih kontinuiranega dela na področju gledališke pedagogike je Maja Gal Štromar izvedla več kot 2100 gledaliških delavnic, v okviru katerih je svetovala, usmerjala in spodbujala generacije mladih in odraslih ustvarjalk in ustvarjalcev k razumevanju in razvijanju gledališke umetnosti. Okay, kamera teče, ton teče, 3, 2, 1. Samo en cvet. Drage dame in gospodje, sem očitno objekt poželenja. Samo en cvet. En češnjev cvet, dehteč in bel odlok. Publika, tiho. Ne prizadeva si zgolj za umetniško rast posameznikov, temveč tudi za širjenje dostopa do kakovostne gledališke izkušnje. Izvedla je nešteto strokovnih svetovanj za otroške predstave v vrtcih in na osnovnih šolah, bila selektorica za festival Vizije in za Linkartova srečanja. Bila je večkratna članica raznih žirij. Poučevala je gledališko igro na HIA, Umetniški akademiji na Norveškem, v gledališču Kiklos v Padovi, na festivalu neodvisnih gledališč v Aleksandriji v Egiptu in v laboratoriju v Huminu v Italiji, ter svoje znanja, pridobljena v tujini, prenašala na slovenske slušateljice in slušatelje. Lahko v miru spijem to jebeno skodelico kave. Jo, kar spite, vaše veličanstvo. In to hitro. Davki, davčiči. Ne razumem. Ne razumem. Je nekaj davkov, davcev. Davčičev, čisto mičkanih, davčkanih, mačkanih davčičev. V Trstu je v okviru Slovenskega stalnega gledališča vodila letni gledališke igre Studio Ars. Poučevala je tudi na gledališki šoli Barice Blenkuš, na Gilšu, poprej pa še na ZKO-ju in vodila letni gledališke šole Vilija Ravnjaka v drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Mnogi njeni slušatelji in slušateljice danes uspešno delujejo na področju dramske igre, režije, scenaristike, dramatike in pisateljstva. Med ljubiteljicami in ljubitelji je znana tudi kot režiserka, več besedil je tudi dramatizirala ali celo dopisala.
Med najvidnejšimi so uprizoritve Moj glas, moja pot, Norci in Trgovina s samomorilskimi pripomočki. Profesionalno zavezani, etični drži. Bi radi samo malo pomagali. Pomagali, ja. Pomagali! Bogi ljudje v stiski še napotnici za psihiatra ne dobijo. Optimizma in žara Maje Gal Štromar se ljudje v njeni prisotnosti hitro nalezajo. Velja za zahtevno mentorico, ki z veliko ljubezni, predanosti in neskončno željo po skupni rasti predaja svoje znanje. Kljub vsem njenim različnim dejavnostim pa sama pravi, da je včasih kljub vsemu tudi dolgčas. Zato se je posvetila dramatičnemu plesu planetov. V zadnjem času se ukvarja tudi z vedsko astrologijo. Dajmo, naredimo skupaj enega selfija, enega sepkota. Dajmo luč v dvorano in vdih, izdih, čist, čudovito. Misli sem srčka, srček ali emotikon ker. Upam, dragi prijatelji, da ste za en hec, kot nas je naučila Maja, pa naredimo skupaj enega selfija. Prav? Ampak bi rada, da zlasti nagrajenke in nagrajenci, da ste v spredju. Aha, čakajte takole. Najprej tale stran. Odlično. Pa še ta, Maja. Maja tukaj, aha, še enkrat. Maja. In deklice mavrične. Tako. Čudovito, kot je rekla Maja. Jaz pa vabim na oder podeljevalke, lepo prosim. In dober večer voščim Maji Gal Štromar. Maja Gal Štromar je uveljavljena igralka in pisateljica, ki je velik del svoje poklicne poti posvetila ljubiteljski kulturi. Svojim poglobljenim, zahtevnim in hkrati navdihujočim mentorskim delom že desetletja pomembno sooblikuje kakovost ljubiteljskega gledališča ter vzgaja generacije ustvarjalk in ustvarjalcev. Za izjemen pedagoški prispevek in dolgoletno delo na področju ljubiteljske gledališke dejavnosti ji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo. Hvala lepa in čestitke. Pred nami, dragi prijatelji, pa je dokumentarni portret dirigenta. Orkestri so pod njegovo taktirko, pod njegovim vodstvom dosegli vse, kar se doseči da. Lahko bi rekli, gremo do konca in naprej. Poglejmo.
Diplomiral se je svojo glasbeno pot začel v glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu. Že kot osnovnošolec je postal član pihalnega orkestra Krka iz Straže. Po končani gimnaziji v Novem mestu in srednji glasbeni šoli v Ljubljani je izobraževanje nadaljeval na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, smer trobenta, in diplomiral pri profesorju Antonu Grčarju. Kot glasbenik je sodeloval z Radijskim simfoničnim orkestrom in orkestrom Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. Dirigentsko izobraževanje je začel pri Antonu Poljaniču, nato pa študiral na Brabants konzervatoriumu v nizozemskem Tilburgu, kjer je diplomiral pri profesorju Janu Kobru. Svojo dirigentsko pot je leta 1990 začel pri pihalnem orkestru Krka. Od vsega začetka ga je močno navduševala zvokovna sposobnost tovrstnih glasbenih sestavov. Navdih je vseskozi iskal pri najboljših svetovnih orkestrih. Z didaktičnim pristopom, premišljenim izborom literature in temperamentnim dirigiranjem je sestavil iz krajevne godbe v izjemno kratkem času povedal skupino mednarodno priznanih orkestrov, ki je lahko sledil vsem smernicam in kriterijem svetovne glasbene literature. Večkrat je bil razglašen za najboljšega dirigenta mednarodnih tekmovanj. Orkester pa je vseskozi dosegal odlične uspehe tako na domačih kot tujih tekmovanjih, temu pa so sledila številna povabila na mednarodne koncertne odre. Sodelovanje z orkestrom se je leta 2005 zaokrožilo z zlatim priznanjem s pohvalo na svetovnem prvenstvu orkestrov v Kerkradeju na Nizozemskem. Gostujoči dirigent je sodeloval tudi z orkestrom Slovenske policije, orkestrom Hrvaške vojske, trenutno pa sodeluje z orkestrom Banda Sinfonica Municipal de Madrid. Večkrat je bil tudi dirigent na taboru mladih glasbenikov Slovenije Muzika Kreativa. Pomembno je tudi njegovo delovanje v lokalnem okolju. Bil je pobudnik in vodja številnih tematskih koncertov in muzikalov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. Pri izvajanju kakovostnega programa je vseskozi vključeval številne nadarjene posameznice in posameznike, glasbenike, raznolike interprete, šolske skupine in kulturna društva. Na ta način je močno prispeval k razvoju, promociji in povezovanju glasbeno-instrumentalne dejavnosti na Dolenjskem. See the west wind moves like a lover's do among the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth as we walked in fields of gold. I never made promises likely. Danes vodi novomeški simfonični orkester in orkester Ave, s katerim je dosegel naziv absolutnega zmagovalca tekmovanja in naslov laureate na mednarodnem tekmovanju Vasbe v Kaliningradu. Je predsednik strokovno-umetniškega sveta in član predsedstva Zveze slovenskih godb ter idejni vodja in dolgoletni predavatelj v okviru dirigentske šole, ki jo pripravljata Zveza slovenskih godb in JSKD. Je tudi predsednik strokovne programske komisije JSKD za instrumentalno dejavnost. Bil je dolgoletni član strokovne komisije Evropskega združenja pihalnih orkestrov in strokovnega sveta za instrumentalno dejavnost pri Kulturnem svetu Republike Hrvaške. Je iskan dirigent, predavatelj in član številnih tekmovalnih komisij na pomembnejših glasbenih dogodkih doma in v tujini.
Gospe in gospodje, med nami pozdravljam Mira Sajeta. Dober večer, izvolite. Miro Saje je vrhunski dirigent in pedagog, ki je svojo vizijo in sistematičnim delom bistveno dvignil raven slovenskega godbeništva ter vzgojil številne generacije dirigentov. Za dolgoletno in neprecenljivo pedagoško delo na področju ljubiteljske kulture in instrumentalne dejavnosti ter za izvrstne uspehe s pihalnimi orkestri v domačem in mednarodnem prostoru mu Javni sklad Republike Slovenije podeljuje srebrno plaketo. Hvala lepa in čestitke. Dragi prijatelji, zdaj pa pred nami praizvedba skladbe nocojšnjega zlatega lavreata Mitje Gobca. Kmalu ga bomo pozdravili tudi na našem odru, še prej pa bomo slišali tole. Prej smo imeli eno gospo, zdaj pa imamo nekega gospoda, kajti naslov skladbe je Vi, gospod, ste poročeni. Besedilo je napisala Svetlana Makarovič. Predstavili pa bodo tegale gospoda in to, da je poročen in kaj se tukaj dogaja. Skratka, z notami Mitje Gobca, Galina. Prosim, izvolite. Vi, gospod, ste poročeni, vi, gospod, ste poročeni. Vi, gospod, ste poročeni, vi, gospod, punce niso več za vas, punce niso več za vas, punce niso več za vas, punce niso več za vas. Kar lepo tecite k ženi, da vam ne populi las, da vam ne populi las, da vam ne populi las, da vam ne populi las. Jaz sem lisica tisja, ljubezen je prelepa stvar, boš videl ti, ko pade mrak, kako sva imeniten par. Boš videl ti, ko pade mrak, kako sva imeniten par. Koliko zgodb, koliko doživetij, slik, utrinkov, koliko besed, preprostih in velikih besed in koliko not, tudi note so besede, besede, ki odzvanjajo. Zdaj si bomo, gospe in gospodje, pogledali zapis, filmski zapis o zlatem lavreatu, ki pa bo tukaj in zdaj, čez nekaj trenutkov, predstavljen v skrajšani obliki.
Vabimo vas, da si ta filmski zapis v integralni obliki ogledate na našem YouTube kanalu. Namreč danes bomo izpustili mnogo zanimivih reči. Reči o Mitji. Kajti tista daljša verzija govori o Mitji gobarju. Na YouTubeu boste izvedeli, da Mitja Gobec rad je gobe. In to celo strupene. Povedal nam je, kako se jih pripravi za kosilo. Izvedeli boste tudi v tistem daljšem filmu na YouTubeu, da ima v kleti truplo. In to ni posledica kakšne ponesrečene gobje juhe, gre za star rimski grob. In tukaj bi lahko rekli Mitja Arheogobec. Ste se kdaj vprašali, kdo sestavlja uganke in križanke, ki jih najdemo v časopisih? Mitja Gobec je eden izmed teh pametnjakovičev, eden izmed teh možgančkov iz ozadja in na koncu filmčka nam postavi izziv v obliki rebusa. Zanimivo življenje, gospe in gospodje, zanimivo, da usupneš. In poglejmo, prisluhnimo v sliki in besedi nocojšnji lavreat. Prejemnik zlate plakete JSKD, Mitja Gobec. Poglejmo. Ko nekdo odpre notno zbirko, se misli, da se to načnine. Ja, lista pa to. Vendar ni tako, ne. Dobra notna izdaja, takšna, ki jo dobi zborovodje in pevci v roke, pa da vse razumejo, je veliko več vredna kot ena površna, zanemarjena včasih. Mi pošljajo ljudje neke rokopise, neke stare izdaje, ko se nič ne vidi in oni pol iz tistega pojo, ne. Ko smo že glih tukaj, bi pokazal, po mojem mnenju, eno najlepših izdaj slovenskih, notnih, kaj takega danes ni več možno. Tale Secession album je šel leta 1903. To je bil Hrabroslav Otmar Vogrič in on je bil skladatelj in slikar. In to opremo je vso. Sam naredil secesiji. Najbolj zanimivo je pa to, da je skladbe sam notografiral, to je kamnotisk. Torej gre za secesijske skladbe, note so drugačne, torej on si je smislil to obliko in dvobarven, trobarven tisk na vsaki strani. In to je za mene najbolj spoštujem to izdajo, ki jo imam v arhivu, da to je ena izjema in svetinja v založništvu. Tako lepe izdaje ni še nikoli noben izdal. Kdo bo napoved dal? Aha, ti daj, ko imaš mikrofon. Kaj damo, 1/1? Ja. Prvič. Lahko povem, da imam največji zasebni notni arhiv za slovensko zborovsko literaturo. Praktično, da imam vse zbirke, ki so išle separativno in vso periodiko, se pravi glasbene revije. Dimitrij Radovan Mitja Gobec se je rodil v Celju pred drugo svetovno vojno. Otroštvo in mladost je preživljal v Jurkloštru, Laškem in Ljubljani, kjer se je kasneje ustalil. Danes pa živi na Ptuju, kjer si je ustvaril novo družino. Izobraževal se je na tehniški srednji šoli, kjer je obiskoval program Šibki tok in pridobil poklic elektrotehnika. V naslednjih letih je v Ljubljani obiskoval zborovodsko šolo, teoretski oddelek na srednji glasbeni šoli in pedagoško akademijo smer glasba z zborovodstvom. Delal je na zavodu za avtomatizacijo, v laboratoriju za antene, nato pa kot zvokovni mojster na Radio Ljubljana. Njegovi posnetki so ohranjeni na približno 100 nosilcih zvoka. To je studio v Slovenski filharmoniji. Snemam, to je Rudi Omota, legendarni tonc in kinooperater pred vojno in med vojno in po vojni še. Pa gospa Soklič Emilija, njegova pomočnica, inženir, ne, to so take stvari iz radia. Evo, Ježek, ko smo songe njegove snemali. V službi, ko sem bil na RTV-ju in kasneje, ko sem bil na Zvezi kulturnih organizacij republiški, mi je največji užitek bilo to in še vedno je, da sem spoznal ogromno slovenskih umetnikov, glasbenikov, celo vrsto solistov, instrumentalistov, pevcev, dirigentov, skladateljev, kot so Bojan Adamič,
Jože Privšek. Dal sem skozi tisto zlato obdobje slovenske popevke, ko je gotovo bila najboljša, ker tako dobre skladbe, ki se še danes vrtijo. Ja, mi smo 30 let hodili peš ali pa s kolesi po celi Sloveniji, pa tudi po Avstriji, v ekipa Lojze Lebič, Jakob Jež, pisatelj Frane Puntar, Tomaž Tozon, pa jaz, pa so bili pa še drugi. In Lojze Lebič je bil po prvi izobrazbi arheolog in nas je potem vodil po Sloveniji na vse te točke, ne. Potem smo se pa tam zakurili, pa pekli, pa recitirali knjige, vedno smo imeli knjige za seboj. Kupice so bile, smo jih razmetali, smo si naredili kole pa streho, smo imeli s seboj in smo spali. Zjutraj smo pa vse podrli, pa kupice nazaj zložili, koliko so bile, ne. Ja. Ali pa smo tako si naredili vreče, spalne pa strehce. To je pa z eno druščino, ko smo šli s takelim čovnom po Krki dol. Mislim, da je bilo 14 jezov vmes in smo mogli vse ven sprazniti, pa čovn okoli nositi, ne. Pa tako je gremo, ampak kaj smo bili mladi, to je šlo, ne. A to je pa moja prva poroka, evo. Oče, midva. Jaz sem se z glasbo ukvarjal, to sem pravzaprav nekako kar podedoval po očetu, ki je bil dirigent in skladatelj zborovski. 54 let sem imel pevske zbore, sicer ljubiteljske. Kljub temu sem se vedno z njimi trudil, da smo dosegli kolikor možno najvišji nivo in to je v obliki novitet, ki sem jih sam skladateljem naročil, da smo jih potem izvedli. Tega ne delajo vsi zborovodje. Sem pa seveda dolg časa bil v senci očetovi, takrat je bil on zelo popularen. In mene so potem vedno predstavljali, če so bili kje v družbi, veš, to je pa sin od Radovana Gobsa, recimo, ne. Zbori, evo, tukaj sem še pel, to je bil učiteljski pevski zbor Emil Adamič, ki ima zdaj tudi 100. obletnico. Jaz sem tukaj gor nekje. A to je pa že naša pesem v Mariboru, tekmovanje. Sva bila midva z Markom Studenom, tajnika žirije. Bil je urednik revije Naši zbori in tehnični urednik revije Grlica. Uredil je več kot 160 notnih zbirk za pevske zbore in 8 notnih zbirk za zamejce ter Slovence po svetu. Bil je tudi avtor prispevkov v delovnih zvezkih za glasbeno vzgojo. Večkrat je deloval kot tajnik žirije na Naši pesmi v Mariboru in na reviji mladinskih pevskih zborov v Zagorju. Bil je tajnik Slovenske pevske zveze in organizator pevskih taborov v Šentvidu. V življenju moraš imeti 3 službe, to je pravilo, da spoznaš več strok, več ljudi. Jaz sem to imel, prva je bila elektrotehnika, kar sem končal v začetku. Druga služba je bila na radiju in tretja na Zvezi kulturnih organizacij, kjer sem bil urednik in organizator. In prav ta zadnja služba mi je dala eno popolnoma novo področje, se mi je odprlo glasbeno založništvo. Jaz sem videl, da vlada ena precejšnja zmeda na tem področju, ni bilo katalogov, se ni vedeli, kje bi to iskali, skladbe, zborovodje, in sem se najprej tega lotil, da sem sestavil kataloge za vse slovenske revije, vso periodiko. To imam vse narejen in samo klik na računalniku in najdem skladbo. Matic, zdravo, Mitja tukaj. Veš kaj, en portret tukaj, da snemajo o meni za tisto neko nagrado, pa bi ti jaz režiserko dal, da ti pove, kaj naj se pogovarjava, prosim. Dober dan, Kaja pri telefonu. Mene pa zanima, če bi lahko inscenirali, kako vi kličete Mitjo, pa ga prosite za nasvet, a bi to šlo? Se pravi, da ga pokličem po telefonu in on dvigne in... Ja, kakšno vprašanje, ki ste ga že tako njemu postavili, pa da ga sam ponovite. Za ene note ali pa kaj tako. No, to, ja. A, zdravo, Matic. Ene note, da te vprašam, če sta 2 ali pa 3 verzije. Kaj rabiš za ženski zbor? Ja. Tematiko mi reči. Tematika slovenska, ljudska, pa da ni pretežko, saj veš, moj zbor ni tak Ja, superiorni. štajerske ali so lahko iz cele Slovenije?
tak tematsko bi naredili en venček, tako da Aha. zaokrožimo, lahko posneli Sloveniji, pa vse veš, da ni pretežko, ne, da ni preveč. Ja, koliko imaš pevk? 16? Pevk je zdaj, ne, jih je 20. Jih je 20. Od mladih pa do starih. Ja. Območna raven, ne težje. A ja, območna raven, aha, to si mi veliko povedal, ja. Čuj, bom poiskal, a ne, pa ti kot običajno pošljem, ne? Super, hvala Mitja. V redu, pa ti dober semej, adijo. Ja, adijo. A je bilo to v redu? Super. No, pol mi je pa največ pomenilo to, da sem lahko začel izdajati, dajal sem tudi sam pobudo za izdaje določenih monografij, določenih skladateljev. Lipovšek, Aldo Kumar, Uroš Krek, ugledno ime, in z njimi sem sodeloval. Tako da teh izdaj, monografij in samostojnih zvezkov sem do zdaj uredil okoli 160. To je za 45 letih kar lepa zbirka. Na to sem ponosen. Istočasno sem pa dosegel nekaj, no to si lahko štejem, bom rekel, da je moja zasluga, da smo standardizirali pravopis notnega zapisa, notnih, ne. Prej je bila ena sama zmeda, to se pravi, gre za kako se skladba opremlja, kateri podatki morajo biti pri skladbi, oznake taktov, štetje taktov, določena druga pravila pri pisanju za zbor, ki so drugačna od zapisa pri inštrumentalni skladbi. Torej najbolj zahtevna, bom rekel, kompleksna notna izdaja je pa tale, celovečerna skladba Lojzeta Lebiča. Moram povedati, da še vedno prijateljujemo, ker smo že živa, ker je vse od naše generacije, od naših prijateljev so že upokojni. Lojze Lebič, to je glasbeno-scensko delo po srednjeveškem besedilu. In tole sem si jaz zamislil na ta način, da smo tako uredili. Tole je zelo sodobna partitura. To skladbo vse skozi spremlja posnetek strahu, ki teče vzporedno skladbo, kjer je govor v treh jezikih, pa tudi določeni efekti, stolkali, inštrumenti posneti že prej. Tukaj sem si potem zmislil take stvari, da so oznake, kdaj vklopi magnetofon, ne, oziroma da CD spusti z navadno oznako, ki so zdaj na vsakem gospodinskem stroju. Tole je zdaj ta posnetek, to je pa libreto. In tukaj je bilo ogromno enega dela in sodelovanja z Lebičem, da je to zdaj vzorno pripravljeno. Aha, to je se vedno pri vsaki izdaji se vedno prosim avtorjev, vse, ki so sodelovali, da so mi avtograme dajo notarja. Izjemno obsežna je njegova publicistična dejavnost, ki obsega članke in razprave o zborovstvu, poročila ter recenzije pesmaric in diskografije. Objavlja prispevke v strokovnih revijah in časopisih. Ob 50-letnici svojega zborovodskega dela je v samozaložbi izdal CD ploščo s posnetki pevskih zborov, ki jih je vodil. Ukvarjal se je tudi s prigodnim pesništvom in priložnostnim komponiranjem za zbore. Napisal je himno šole za mladinski zbor osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju. Še vedno ureja notne zbirke za pevske sestave. Največ časa je posvetil sestavljanju katalogov zborovskih skladb po slovenski periodiki ter seznamov pesnikov in njihovih uglasbenih opusov. No, evo, to je pa zdaj tle, ne? Jaka pridnot. Sam mal. Ja, a smo ga ven. Smo ga ven zaprli. To je zdaj so te arhivi, ne? Zdaj so malo razkopane, ker sem jih ven pobral, ampak to je kompletni galus, cela izdaja Sazuja, kompletna zbirka, to so te stari zvezki in iz tega jaz tako črpam potem. Z lakoto takoj najdem, ne. Res pa je, da moraš imeti urejeno. Moji kolegi, ki me kličejo, a veš kaj ti vse, imam pa ne vem, kje imam. Ne najdem, veš kaj, bi se mogel zelo potruditi, da bi našel. Se pa spomnim nekje,
da sem to imel. In potem mene pokličejo, ne, jaz mu pa vedno rečem, veš kaj, rajš pospravi omare, pa si jo daj urediti, ne. Se pošljemo vse, ne. To sem delal 20 let, ne, da sem to zbral, material, ne. To je 100 pesmi ljudskih oziroma ponarodilih, ne. To so take pesmi, ki mislijo ljudje, da so ljudske, pa niso, ker sem jaz našel avtorje, ali pesnika, ali pa skladatelja, ali pa oba, ne. To je ena zbirka Neža Maurer, gre za poglasbitve pesmic, ima zelo domišljene in lepe ilustracije noter. A boste pokazali kakšno to ilustracijo od blizu? Kaj delajo palčki po zimi? Kaj delajo palčki po zimi? Kaj? Suhljat in drva pripravljajo. A boste samo eno pokazali? Ja, lahko še kjero drugo, ampak... Ne, ker tam jih imate cel kup, ne? Ja, pa niso vse enak vredne. Niso vse enak vredne, okej. Prav gotovo je pri meni to založništvo, ki ga delam 45 let, ob vseh drugih stvareh, predstavlja največji užitek. To je, v tem uživam in to je delo, ko doma lahko delam ure in ure, tuhtam in delam korekture teh not. Tako da to je moje vsakodnevno delo, ja. In me kar kličajo, tako da moram pa reči, da pa poznam slovensko literaturo zelo dobro. Ogromno literature sem preposlušal, snemal in hvala Bogu, moj spomin pa deluje odlično. Ko pa pol izgleda to, ko iščete te note? A ja, to. Ja, da gremo zdaj takoj. Malo pokažete, kako te vaše zbirke izgledajo. Poiščemo mapo, skladbe na listih, recimo, no. Odprem, on ima ženski zbor, jaz imam tako označeno, mešani zbori so črni, moški so modri, ženski so rdeči, ne. In zdaj pa sem pogledal stran priredbe ljudskih, evo, izvirne skladbe, zdaj imam pa tle po avtorjih, ne, pa potem po besedi, po naslovih, ne. Zdaj, če nekdo išče, recimo, motet, Galusov motet, potem imam tukaj po besedi vse motete, pa kje, v kateri zbirki so bili objavljeni, imamo omare in tako jih najdem, ne. A ste to vse sami vnesli not? Ja, to sem sam, vse sam, ja. Prejel je 46 priznanj in nagrad, med drugimi tudi Galusovo plaketo, zlato plaketo Zveze kulturnih društev Slovenije ob 50-letnici zborovodskega dela in veliko oljenko mestne občine Ptuj za kulturo. To je bil takratni župan ptujski, ki mi je dal to oljenko ptujsko, to je tole. To je najvišje priznanje. A tole? A če malo boste pokazali? Ja. To je najvišje priznanje na Ptuju. To je odlitek rimske svetilke oljenke, ne. To veste, kaj je? Kaj je to? Ne veste? Popi. To je bil, so to velike trakove magnetofonske. Popi se je rekel, ja. To sem si za spomen iz radija prinesel, ja. Poštovani publikum, predstavljam vam 4 krasne šaljivce. Psa, mačko, kukavico in čuka. Jurij Savček, jaz sem na vsakem koncertu imel enega gosta, tazga imenitnega, ker so bili to moji prijatelji, smo se poznali in tukaj je on igral Krjavla. In ko se je odzvonil napravo, odzvonil se je oblekel v eni sobci, pa na vratih prišel, pa je hotel noter, pa ga vratar not ni spustil. Živi fosili, tako smo rekli. Tole smo se zbirali v Tišlerju, v Ljubljani, evo, žena moja, Lebič, Jože First, umrl. Tle sta še prijateljica in prijatelj z televizije, inženjer Mirč, hvala, je še živ, pa sem jaz, to zvon Tomaš umrl. Tukaj noč se vidi samo roka v Vinko Globokar, ki je v Parizu v enem domu ostarelih. Jakob Jež, pokojni, in pa Brane Brezavšček, mož od Ježeve hčerke.
eno mojih področjih kot konjičkov je to, da me od mladosti že preganjala enigmatika. In sem se zelo zgodaj že lotil tudi sestavljanja rebusov, križank in tako dalje. In zdaj, ko doživiš tale visoka starost, kar je pri meni že kar, ja, začneš pospravljati predale, potem brskaš po možganih in najdeš. In sem poiskal in sem našel približno 100 rebusov in ugank, ki sem jih sestavil in sem jih potem strnil v tako malo brošurico. Na sliki na rebusu je zemlja, to se pravi svet, ki mu je pa ime L. Svet L. In ta svet L, kaj dela on? Namaka črko A. Svet L namaka A. Drugi del rebusa je pa v prerezu zemlja z rovi kot rudnik in ti rovi imajo ime Č. Če beremo zdaj skupaj, svet L, A namaka, rovi Č. Svetlana Makarovič. Gobarjenje in to, dokler sem lahko mirno hodil, smo ogromno gobarili, poznal sem preko 100 vrst gob različnih, tako da smo imeli doma na jedilnikih vedno vse mogoče stvari, tudi take, ki bi bile komu sumljive. In tudi take smo jedli, ki so na pol strupene, ko jih je pač treba mnogo prekuhavati, potem je pa v redu, da grejo strupi malo ven, pa vodo se odlije. A damo cukor gor. Teravam tam še bližnjake v kuhinji. Ja, mizo, ja. Mizo boste sam toliko naprej potegnali pol, da so mu lahko sedeli. Ja, v življenju me je starejše, vedno bolj me je zanimala genealogija, to se pravi rodoslovje. Eno osnovo sem že imel, ker je moj prastric že dobil od nekod zelo star rodovnik, kjer sega mamin rod nazaj, bili so plemeniti von und zu, se je to rekli takrat v Avstriji. Od leta 1540 ga imam doma. Potem je bilo treba to nadaljevati naprej, upisovati še naše starše, nas in naše otroke in to sem potem na posebnem rodovniku še enkrat zrisal. Za tisto za vami je rimski grob, ki ga lahko odprete, se bolj detaljno vidi. Grob je na istem mestu, kot smo ga našli. Noter so kosti, žgane, bakren kovanec, ki so ga dali pokojniku med zobe, ena posodica in pa velike debele opeke, s katerimi je bil slopasto pokrit. Ko smo hišo gradili, so gradbeniki za prvo lopato bagra odkopali rimski grob in so takoj ustavili, so začeli raziskovati. No in potem je bilo tam zraven še nekaj tistega groba, pa sem jaz vprašal, ali smem pa jaz to sam narediti, je rekel lahko. In sem potem jaz sam fotografiral, izkopaval, spravljal in smo nazaj na isto mesto v kleti ugradili kapelico, jaz rečem, rimski grob, ki je zelo lep, ne. Ja. Kako izgleda vaš dan? Ja, torej po zelo slabem spanju, spanje imam slabo, se zbujam kar naprej. Zjutraj običajno po tem starem, kot se reče, zajtrk, časopisi. Jaz prisegam še vedno na časopise, na brano, tiskano besedo. Potem so zjutraj med zajtrkom ali po zajtrku nekaj križank za možgančke kravžljati. Potem se pa lotim kakšnega dela, ki ga trenutno imam, kakšnih pogovorov z zborovodi, s kolegi. Moja vrata so odprta. Založništvo na splošno
je ena stvar, ki ostaja. Mi vemo, da v tem času vse brišemo, maile brišemo, SMS sporočila brišemo, vse. To pa ostaja. Založništvo vedno ostaja, ne samo v knjižnicah centralnih pa v NUK-u, ampak ostaja tudi v zapuščinah zborovodij, društev in tako naprej. Treba je mnogo preprostih besed, kako ljubezen, kruh dobrota, da ne bi slepi v temi iz križpotih zašli iz pravega pota. Ja. Krasna, prekrasna. In potem nekdo sliši, kakšen zbor to sliši in reče, Madonna je fajn skladba, to bi pa jaz pel, ne. Čestitam. Spoštovani, prejeti tako visoko priznanje je namig prejemniku, naj zaključi s svojim delom. Kot prejemnik zlate plakete JSKD pa se zahvaljujem predlagateljici Silvi Seljak, ki je tukaj, in seveda komisiji
ki me je izbrala. Seveda se zahvaljujem komisiji in organizatorjem, tudi v imenu vseh nocojšnjih dobitnikov plaket in zlatega znaka. Kar zadeva glasbo, menim, da je pri nas mnogo mlajših, prodornejših, ki žanejo to, ker smo mi starejši sejali. Na glasbenem, konkretno zborovskem področju, imamo Slovenci veliko srečo, čast in obvezo do naših preteklih in polpreteklih skladateljev ter zborovodij, ki so nam zapustili bogato biro dobrih skladb, zborovodje pa zgledne interpretacije. Obžalujem pa, da je glasbeno založništvo popolnoma prezrto v medijih in na knjižnih sejmih. Še nikoli ni bilo predstavljeno. Sam sem močno navezan na slovensko besedo, ljudsko glasbeno izročilo in na nadgradnjo izvirno slovensko zborovsko glasbo. V zborovski glasbi sta namreč za razliko od inštrumentalne glasbe združeni izvirna poezija in glasba. Druga skupina pa so ljudske pesmi, ki obstajajo samo v peti obliki, nikdar se ne recitirajo. Na koncu se zahvaljujem Kajetu Hisa, ki je svojo ekipo v videu izčrpno in šegavo prikazala moje življenje in delo, ter Galinam za praizvedbo pesmice. Kar pa zadeva moje delo in obsežen zasebni notni arhiv, si pa že iščem naslednika. Hvala lepa, gospod Gobec. Kakšen šarmanten gospod. Hvala lepa tudi vsem, da ste bili tukaj in sklenimo ta slavnostni slovesni večer z glasbo. Takole bo šlo, ne vem, če znam naglasiti prav, ampak nekako daga, 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 daga. To je avtorska skladba Alda Kumarja. Ta temelji na ritmu, zvočni igri in igrivem dialogu med harmoniko in 4 ženskimi glasovi. Besede in besedilo brez polnega pomena postanejo glasbilo samo po sebi, postanejo glasba in s tem sporočilo. Mitja Gobec je bil pobudnik in urednik, tako kot mnogih, tudi notne zbirke zborovskih skladb Alda Kumarja, ki je šla pod naslovom Aldo Kumar a cappella. V tej zbirki je tudi pesem Dajte, dajte, ki je postala največkrat izvajana zborovska skladba. Gospe in gospodje, danes od Galine, od Alda, od vseh nas za Mitjo sklepna glasba tega večera. Hvala lepa, mnogo besed, mnogo lepega in zdaj glasba za Mitjo. Prosim.
tako lahko biti vesel kar naenkrat, če si ganjen. Se opravičujem, ja. Torej, če lahko nekaj povem kot predsednik Slovenske krovne godbeniške organizacije, torej Zveze slovenskih godb, tako v svojem imenu kot v imenu celega predsedstva, si štejemo v čast, da je Javni sklad Republike Slovenije upošteval naš predlog, da enega izmed bolj razpoznavnih mož v Zvezi slovenskih godb tudi nagradijo. Torej, delo Mira Sajeta lahko rečem, da je poznan širom cele Slovenije, tako rekoč v vsaki slovenski godbi, prav tako v zamejstvu, kot pri tujih partnerjih z mednarodne CISM zveze, VASBE zveze, italijanske, avstrijske in še mnogo katere zveze v Evropi, kar se štejemo v čast in zagotovo je Miro tisti pravi prejemnik tega srebrnega odličja Javnega sklada Republike Slovenije. Ja, ta nagrada mi definitivno ogromno pomeni. Vesel sem, da je po 12 letih spet podeljena za področje filmskega ustvarjanja in bolj kot karkoli pa predstavlja dodatno motivacijo in spodbudo za nadaljnje filmsko ustvarjanje. Torej, danes sem prejel zlato plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ne lastim si pravic, da je to moja. Mnogo ljudi, sodelavcev mojih posebej širom Slovenije, je bilo tistih, s katerimi smo soustvarjali, bodisi na revijah pevskih zborov, ko sem bil strokovni spremljevalec, ali pa v založništvu, kjer smo na mnogih izpostavah Javnega sklada sestavljali, razmišljali in dokončali zbirke. Jaz sem bil le urednik, tako da moje delo nikakor ni
avtorsko, ampak je vedno povezano z mnogimi mojimi sodelavci in sem vesel, da jih je mnogo od njih bilo tudi danes na tej slovesnosti. Kar zadeva samega založništva, s katerim sem se največ ukvarjal, je bilo v filmu, ki je bil prikazan, zelo dobro povedano, tisto, kar ostane. Tiskana beseda namreč ostaja, tiskana knjiga, tiskana notna zbirka. Vse ostalo zgine. In zato sem toliko bolj ponosen, ker vem, da so to notne izdaje, ki bojo ostale, ki bojo v uporabi, ki jih bojo lahko zborovodje še dolga desetletja uporabljali za sporede svojih zborov. Me pa žalosti, da tiskani mediji, to se pravi, bom kar konkreten, osrednji tiskani mediji Delo, popolnoma ignorira glasbo, zborovstvo in tudi glasbeno založništvo. Ne bom govoril, česa je preveč in kako so obsežne strani z področja športa, literature, filmske umetnosti in likovne umetnosti, vendar z področja glasbe se ne zgodi nič. Imajo eno rubriko vsak dan, približno pa pol strani, ki pokriva sceno rock glasbe, punka in popa. To me nič ne moti, če bi bila še glasba, klasična glasba, tudi vključena v časopis.